500. presaditev srca je zares visoka številka, a za vsako številko je človek, ki je bil zdravljen na ta način, in ljudje, ki so pri tem sodelovali. In kaj te številke in uspehi pomenijo za sistem darovanja organov? To pomeni, da ima vedno več ljudi priložnost v dejanskem okolju videti, kaj pomeni zdravljenje s presaditvijo. Vedno več ljudi pozna soseda, sorodnika, sorodnico, prijatelja, znanko, ki je imel presaditev srca. In s tem tudi širše razumejo smisel in pomen darovanja organov. Včasih se tudi ne izteče po pričakovanjih, lahko se pojavijo zapleti po presaditvi, ogromno pa je uspešnih zgodb zdravljenja, veliko je rešenih življenj otrok, mladostnikov, mlajših, odraslih in odraslih. Precej ljudi po presaditvi živi kakovostno, živijo lahko običajno poklicno in družinsko življenje, kar je tudi naš skupni cilj. V Sloveniji imamo odličen sistem s predanimi ekipami in izjemnimi posamezniki, kot je bil tudi profesor dr. Bojan Vrtovec, ki je v začetku leta žal prezgodaj umrl. Profesor Vrtovec je s svojim znanstvenim zanosom in povezovalnim pristopom dosegel, da se je Slovenija v svetovnem merilu začela uvrščati med najboljše države na področju zdravljenja s presaditvijo srca. Profesor Vrtovec je tudi odlično sodeloval s Slovenija transplantom vse od ustanovitve zavoda. Ves čas je na klinični ravni izkazoval pomembno strokovno podporo razvoju donorsko-transplantacijske dejavnosti. Kot predstavnik prejemniškega centra UKC Ljubljana je v odborih Eurotransplantov v mednarodnih odnosih dosegel premike, ki so vodili k uspehom na državni ravni. In še predobro se je zavedal, da brez darovanja organov zgodbe o uspešnih presaditvah niso mogoče. Darovanje organov po smrti je dejanje, ki resnično veliko pomeni. Ena odločitev ob smrti bližnje osebe pomeni sočutje in na drugi strani pomoč drugemu v življenjski stiski. Nikoli se ne bomo mogli dovolj zahvaliti in izraziti spoštovanja do vseh svojcev darovalcev, ki so že podali soglasje za darovanje. Tudi na tem področju imamo namreč zelo dobre rezultate. V Sloveniji v zadnjih letih kar 8 od 10 družin pokojnih soglaša z darovanjem. Zato hvala vsem za zaupanje. Ob tej priložnosti bi poudaril, da soglasjem svojcev postopki za darovanje organov šele zares tečejo. Odgovornost vseh sodelavcev v donorski mreži pa je, da se darovanje dejansko izvede. Vsem, ki se še odločate za vpis v register darovalcev, bi rad pojasnil, ne obremenjujte se z vprašanjem, ali ste dovolj zdravi in mladi, ali so vaši organi dovolj dobri za darovanje. Če živite zdravo in odgovorno sodelujete v procesih zdravljenja, ste lahko darovalci tudi v zelo visoki starosti. Glede darovanja se opredeljujete tako, kot mislite. Drži pa, da z opredelitvijo za darovanje izkazujete solidarnost, namero in podporo tej pomembni obliki zdravljenja, ki izboljšuje in rešuje življenje številnih.